se 43. pustni karneval v Slovenj Gradcu. Začenja ga pihalni orkester Slovenj Gradec. Pozdravljen Telebajsek, pozdravljena Pika Nogavička. In zdaj prihajajo Pika Polonice, enota majstrova iz vrtca Slovenj Gradec. Najmlajši so se našemili v Pika Polonice. Pika Polonica je najbolj lušten hrošč na svetu. Najbolj lušten hrošč na svetu je Pika Polonica. Pika, poka, Pika Polonica. Ker Pika Polonice zelo rade jejo listne uši in druge zajedavce, se je hitro razširila vraža, da prinašajo srečo. Tudi eden od članov komisije ima rad Pika Polonice, kajti tudi listne uši na murkah pobirajo. Pika, poka, Pika Polonica, joj, kako lepe Pika Polonice. Zdaj pa res najmlajši iz vrtca Slovenj Gradec, iz majstrove, kaj ne da. Aplavz raho za Pika Polonice, poglejte jih, kako so lepe. Super, Pika Poke, super. No in ker Pika Polonica prinaša srečo, so včasih punce samske si dale kazalec iztegnile, priletela je Pika Polonica in toliko sekund, kot je bila na pavcu, toliko let je še dekletu manjkalo do poroke. Je pa bila kakšna bolj muhasta deklina in se je Pika Polonica je usedla na prst, pa potem ni več hotela dol, to je bilo pa hodir. Pa je eni enkrat sedela 100 sekund in še več. Pa je pol rekla, dobro, 100 let bom še samska, potem se pa umočil. Stotila in ga dala v rejo, ampak hvala Bogu, to je pravljica. Pika Nogavička. Ob Pika Nogavičkah pa so tukaj tudi ure. Tudi ure so. In zadaj tudi mešane maske. Lepe ure. To pa zato, da Pika Nogavička nikoli ne zamuja. Lepe pegice ima tudi Pika Nogavička. Ko je Arsen Dedić prvič videl Pika Nogavičko, je takoj zapel. Ko bila si plenasto dekle. To je pravzaprav iz Pika Nogavičke, veste. Arsen Dedić je pa samo zapel, kar mu je Jure Robežnik napisal. Tika taka, bim bam, lepe ure, bravo, super. Pozor, prihajajo vitamini, podelek sile, pomaranče. Prihaja Nodi, da z nami se igra. Prihaja Nodi, malo sem pozabil. Pozdravljeni, to je pa vrtec Podgorje, Nodi. To je junak ene najbolj priljubljenih risank zadnja leta. Imamo pa prihajajo piflarke. Wow, piflarka. Ampak pistori z domačo nalogo. Zakaj ne? Piflarka. Hočeš biti zlata maturantka? Zdaj si še prvi ve, sam saj bo. Hočeš, nočeš, šolo greš, hočeš, nočeš, vse izviš. Hočeš, nočeš, že sediš, hočeš, nočeš, se učiš. Z nami je Tilen Klugler, organizator festivala oziroma letošnjega pustnega karnevala. Tilen, kako ocenjujete letošnje dogajanje? Vreme nam je naklonjeno. Ja, res je. Vreme boljšega se ne moramo želeti, kar smo letos dočakali. Letos gre za 43. pustni karneval. Nastopa kar veliko skupin, vseh skupaj je 17. Zelo velika udeležba vrtcev. So pa tu skupine iz Slovenj Gradca, cele okolice in pa tudi iz drugih krajev po Koroški. Teda lahko rečem, da vsaj enkrat se je Koroška pa združila in zedinila in prikazala tale pustni karneval tule v Slovenj Gradcu. Lahko rečete, da je, oziroma ocenjujete, da je številčnejši kot lanski?
Ne, številčnejši je približno enako skupin je, kar mislim, da je kar v redu, no, glede na to, da je kar veliko dela, da en tak voz pripravijo, bilo je kar nekaj že predhodnih usklajevanj dela in vsega in moram se res vsem zahvaliti, ki danes sodelujejo v tem karnevalu, ki so se res potrudili in pa res prikazali to, kar jim, bom rekel, celo leto leži na duši in lahko danes na ta, kot pravi praznik, norcev, praznik bebcev pokaže nekako ven vsem ljudem, ki to spremljajo in gledajo. Vsem nam ste polepšali dan, hvala lepa za to organizacijo in čudovit dan. Hvala enako, hvala. Prihaja vrtec Mislinja, oddelek Dolič, ne še, vrtec Mislinja, a pomaranče so puno modri, to se ne da. Še en tovornjak pomaranča, si nor. Ja, fajn, no, fajn, pomaranče, vse frišne, pogledajte, to je vse bio, to ni več špricano, brez pesticidov, to so naravno lepe pomaranče in okusne. Še pomaranč, še hočemo pomaranč. Dobre so. Iz vrtca Dolič pa prihaja gosenica. Ja, čudovit. Prihaja zelo, zelo dolga gosenica, ki je pobegnila iz vrtca Dolič. Zraven je pripeljala še svoja dva prijatelja Metuljčka. Prijatelja Metuljčka, ki pozorno pazita na to gosenico, saj se letos prvič prišla na karnevalu v Slovenj Gradcu. Že 9 let zapored pa so se kot skupinska maska udeleževali karnevala v Mislinji. Aplavz za to prelepo gosenico, pogledajte to. Bravo, ste lepi, a vas sonce blešči. Prihaja ekološko društvo Slovenj Gradec. Ne vrečke iz polivinila, narava joče, ker umira, ne uničimo našega doma. Ne vrečke iz polivinila. Pametni pišejo, še bolj pametni pa uporabljajo trajno vrečko. Lepo vas pozdravlja Nevenka. In palki. Prikuplegan, kozaki, voz skupino kozačov, skupina kozakov s podporo bojevnikov na konjih je na vozovih legla dodatno orožje in vso mogočo hrano. Seveda pa vojščaki niso bili brez deklet in žena. Lahko verjamete, da so bili drug drugemu v veselje, v veliko veselje. Počitki med bitkami so bili primeren čas za zabavo, petje in ples. Vseh plemen prišli v Slovenj Gradec, da zaprejo tajkunčke, saj sodstvo ne dela dovolj hitro, pravijo. Tudi brača imajo, ki pričara boljšo prihodnost. In poglejte si, enega tajkuna bodo celo skuhali in vas lepo vabijo na pojedino, ki bo sledila takoj po povorki ob pustnem rajanju. Neverjetno, nihče še ni skuhal tajkuna, tako da bo to prava premiera. Poglejte, kako dobro so zakurili kotel. Vas zanima, katerega tajkuna bodo zakurili? Žal vam tega ne morem povedati zaradi varstva osebnih podatkov. Vsekakor pa ste vabljeni na pojedino. Saj ne bi bil dober sam po sebi, ampak ga bodo dobro začinili. Vidite? Nekaj cukra za vas. Folklorna skupina Valdek, završena v Mislinjo, ima svojo muziko. A slišite, cukrčki plešejo, ker ne vejo, da jih bomo mi pojedli, zdaj stavili. Njama, njama, je bom zelenka, taki. Pridi cukrček, da te pojem. Prihaja skupina Breznik and Company, ki predstavlja kolo nesreče oziroma kolo nesreče.
Po letu dni spet en lep pozdrav od skupine Presnik. Kot se je izkazalo zadnja leta, smo postali že prava država alarmov. Pri nas se že za vsako pasjo figo napove alarm, na katerega se pač odzovemo po svoje. Danes nam prikazujejo, kako smo se na vse te dogodke odzvali mi, oziroma kako bi se bilo potrebno odzvati. Kateri alarm imamo zdaj? Poglejte, vročinski val! Pazi, vročinski val, panika, panika! Po prihodu vročinskega vala vsi povprek montiramo klime. Danes vam predstavljamo najboljše klime naših slovenskih proizvajalcev. Priporočamo naslednje znamke: Mitskin Bushi, Hitre tačke, Gorjenje in tako dalje, ki pa jih združuje predvsem slovenski slog, torej važno je, da se vidi tudi, če ni plina v klimi. Gremo na naslednji alarm! Valentinovo, panika, panika, Valentinovo! To je najmlajši alarm, trenutno pa najaktualnejši dogodek, katerega smo spremenili v alarm. Panično smo okupirali vse trgovske centre in jih oropali vsega, kar je v obliki srčka. Srček je seveda simbol Valentinovega, tudi ne smemo pozabiti tudi na zlomljeno ali zaklenjeno srce. In nas verejo, to nam je tudi všeč. Mega strah, ko si napišejo, mi moramo stati na odru cele ure, čist prver in gledat lušne punce, celo sam toplo. Prihaja premična klinika Medikor oziroma premična klinika Gradišče. To so gradiški pobi. Pridejo v vsa slovenska mesta, če kateremu trda prede in bi moral zapor. Poglejte, kdo hodi zadaj. Stanovnik, Kučan, tam je tudi en znanka, tretji ga prepoznate. Zanoškarju je podoben. Kdo je tu? Zidar, ne, to ni Zidar. Zidar vozi. Zidar vozi. A Janez je, Janez Janša. Poglejte, mobilna klinika, vsakega zrihtajo, za vsakega zrihtajo opravičilo. In ljudje kar v vrsti hodijo, seveda že z recepti. Zdaj bomo pa vprašali primarja. On so gre odlično, dragi Slovenjgradec, vidite, da je velika čakalna vrsta. Zdaj so še 4, sploh nabaseni v avtomobilu, ki sploh ne morejo za nami. Ti vsi vrli politiki tako prosijo, edini je gospod Zidar, ki ima svojo premično kliniko na kolesih in na to nas vozi od trga do trga, kjer mi vse pošraufamo, tako je treba. Tako jaz imam tudi odlični dve asistentki, ki mi komaj da pomagata iz te moje zagate. Prvi je Milan, on ima strašne probleme z denarjem, absolutno ga ima vsega polno prikolico, ampak napačnega, pozabil ga je zamenjati pred 10 leti. Potem vsi ostali naprej, gospod, naš bivši bogi župan ima probleme s kolki, tako da ga moramo hitro spraviti do teh. No, naš Janez pa boli, pač, ima strašne probleme z alkoholom, veste, nič je, če kaj preveč narediš, ko ne bi smel. Stanovnik ima pa probleme z eno navadno menjavo organov, namreč ima jetre v kurcu. Pavčerja pa zdaj rihtamo, nisem na nju A++, skrbno so bilo zdrav, da moram se hitro posloviti. Delo zdrav! Bravo, gradiški pobje, bravo, to je bila mobilna klinika, Pavčarja imajo ravno kar na vizi. Naj da Bog zdravja Pavčarju, če mu že nič na benza ni dal. Upam, da ga rešijo. Adijo Milan, adijo Janez. Adijo Matjaž, adijo Janez, Janez. Naslednje se nam predstavlja Društvo podeželske mladine Mislinjske doline. Prikazali bodo običaji stelirajo. Vidite, mladi že vedo, kako se je včasih delalo, nekako se bomo da včasih spet delalo v prihodnosti, če ne bomo kaj drugega imeli za delati. Zdaj bodo malo nastigali, potem pa se bodo valjali po tej steli, tako da bodo vrtci spet polni. Ne, pa ni vaša ta glavna. Tudi na kmetiji so ženske prevzile komando v duhu nekdaj popularne nemške popevke Frauen regiert die Welt. Babe komandirajo svet. Prosim. Društvo podeželske mladine
se druži in izobražuje, hkrati pa skrbi, da običaji ne gredo v pozabo. Stelje raje je zelo star običaj prihrane stelje za rastili živili. Malo so je vas, malo so delali, malo so se poveselili in je hitro prišlo jutro. Hvala lepa. In prvi se je zgodilo, da so sredstvelje raje brali iz pametnega telefona. Vidite, da so napredni. Za njimi pa prihaja vaška skupnost Radoše. Kaj pa imamo tukaj? Radoški fantje pa prikazujejo licitacijo lesa. Ta teden se je zgodilo odpiranje ponudbi, torej so zlodi že dobili svoje kupce. Licitacija po žledolomu je to. To je licitacija ploga, posledica lanskega žledoloma in pazi, ta lot je še posebej dragocen. Je namreč edini obstoječi plog, ki ga nismo prodali ali oddali čez mejo, kakor je to naredila naša država, se je prodala vse naše delujoče žage in z njimi veliko delovnih mest. Za plog so nastavili ceno 100 evrov in upajo, da iztržijo še kaj več, da si pokrijejo vsaj stroške, ki so nastali ob podiranju in spravilu. Šiba božja 1,8 evrov, 2 šibi božji 20 evrov, 3 šibe 60 evrov in tako naprej. Gospod Ratzinger, date videti kako izjavo za javnost. Ja, lingua sloveno. Letošnje leto se začenja prva 5-letka ekološko-socialna revolucija. Ko boste vi, gledalci, bolj zaposleni, kot mi govorka, se bo revolucija v redu začela. Da bomo videli, kaj bomo storili, namesto da samo govorili. Hvala lepa, to je torej napoved ekosocialne revolucije. Hvala lepa in aplavz za gospoda Kresnika.